sem poznavalec. To je, ne vem. Ko ste nekje obdelovali Slavka Gruma, ste menda bili izjemno razpoloženi za tega avtorja. Ne, se ne dvomim, da to zadnje za vprašanje je neka raziskava. Dobar. Vsem nisem prav poznavalec, ne. Sem se pa srečal nekakrat z njima, ne. Zadnje. Na Dunaju. Kateri regresij? Se spomnim tega dogodka. Ne, Slavko Grum je pač tako, kot tudi Cankarji, pač je nekaj teh posebnežev, ne, ki so tako drugačni od nas, hkrati mi je pa uspel v bistvu naš genom nekako neverjetno prislikati, ne, v svoja dela. Tako kot se pravi, recimo, se mi zdi, tako kot mi jemljamo za arhetip pravzaprav dogodek v mestu Gogi ali pa Gogo kot mesto za skoraj vsako mesto v Sloveniji. Ne. Se tudi zdaj že šli ven, pa ne bo nikoga na ulici, boste takoj se spomnili na Gogo, ne. Ampak kljub vsemu, ne, recimo, je to človek, ki se mi zdi pa, da je absolutno bil onkraj tega razmišljanja, ki v bistvu to znal samo čudovito pretopiti, ne, tako da jaz ne bi povezoval v bistvu njegove dela z njegovo osebnostno strukturo. Ne, ampak apropo, pa so malo zobno, no, ampak apropo, pa velite tako form, apropo tele Milene Zupančič, ki je tam čakala, ne, tleve smo delali v zasedi, da plane, ne v tej predstavi, ki smo delali pač prejšnjo sezono Goga čudovito mesto, sem pa jaz bil v taki poziciji, ne, da predstava je trajala, mislim, da zelo dolgo. Ne, v bistvu sicer sem se dvakrat pojavil na odru, ampak sem bil tiho, na koncu me pa čakal 20 oziroma celo 25-minutni monolog samega sebe. Ne, tako da sem bil recimo tudi na premjeri, tako da tam čepel v enem kotu, in čakal, da se to vse odkoteli, ob tem, da se je režiser odločil, da ne bo poklona. In seveda potem vsi ostali igralci niso bili upravičeni, mislim, niso bili dolžni pravzaprav čakati na nič. Tako da, ko sem jaz prišel na odr, so vsi šli, vsi so šli in meni čakal še pol ure predstave, samega v gledališču, ne se na premjeri so pa čakali, ampak na kakšni drugi predponovitvi je bilo pa res tako, da je, ko sem končal, je ta železna zavesa dol padla, je bila tam še petavka in še vsi so že šli še glede Roberto, vsi so pospravili se nobenega več na gledališču, eden je bil še dol v traču na pivu in hvala Bogu, ne, mislim, skoraj na vsake predstavi je Nataša, edina kolegijalna moja prijateljica, ostala in me celo bila pripravljena poslušati, me celo rekla, kdaj je bilo celo pa boljše, pa je celo pa slabše, ker sicer sem se zdaj še v praznem teatru, ne, tako ne, žitek sem 2 uri čakal, res pa, da sem včasih čutil tudi, da če bi se dvignil na ta zavesa, tudi mu ni strani. Ampak letos sta preživela tudi poletje skupaj, pa ne privatno, ampak delovno, no, da ne bo kakšne pomote, lahko bi šlo tudi skupaj morice, ampak vem, da ste delala, garala, videli smo na Facebookih, ne vem, kje se slike, po jugoštampu smo čitali, skratka Medeja na Brionih, mogoče se povemo, kaj što. Mislim, Medeja, pardon, Medeja. Skoro smo viško ga podbira, še tako na Tomača spomnili. Podzavestni dela, ja, tako, Odiseja. Kaj bi rekli o tej brionski predstavi, na tem delu, ki je verjetno vseeno zelo drugačno od tega, v katerem se zdaj govorijo recimo pri Gogi ali pa na nekem, kjer so rampe, kjer so prave rampe in kjer so prave deske. V Flone smo preganda. Kakšne izkušnje je bila to? Ste zdaj Titovemu liku kaj bliže? Ne, sem zelo blizu, oziroma se jaz... V Belvizerju. V Belvizerju. To je en star Avstric, ki je v bistvu zgradil in spostavil te brione taki kot so. In so bili še lepši, mislim. Ne bom zdaj delala te reklame za brione, ampak skratka, to je še ena od teh zgodovinskih zablod in kako se z nami lahko poigravajo, ne, in če ni človek predoveden. Pa medtem, ko dela brione, na brionih predstavo,
te pa kolega opomni, pa pravi, ti, a veš, da te brione, to nima nič veze s Titom, ampak je v bistvu en star Avstrijc zgradil in zaradi njega so razvili človek to cepivo proti malariji in teh otokov. Skakaj zelo zanimiva zgodba in Koh, ja. Robert Koh, ne. Tako da je Tito tako rekoč prišel na zdravo in gotovo, ne. To je zelo dobro zgodba, vedno v no, tam je bilo tako, to je bilo zelo nenavadno druženje do dneva pred premiero v bistvu, ko so si imela med procesom delane te predstave, nekajkrat na YouTube ogledala odhod slovenske delegacije iz centralnega komiteja, ne? Ja, izrednega. In če metaforo pač malo povem, kako so se v določenih trenutkih počutile in da so se prav pogovarjali in so rekli, da vse to, da smo razpadli, v bistvu na način je logično. Bili smo skratka prvič po dolgem času za vseh različnih iz Skopja, Beograda, Novega Sada, Zagreba in iz Slovenije, iz Maribora nabrani igralci v enokončni fazi prekrasen projekt, ki je pa zelo veliko scil in kaript na poti. Ker seveda tako, kot človek reče, to je nov tekst, to je tekst, ki ga je spisal Goran Stefanovski, ampak tisto, kar nekako malo prišpricaš, ne, mi bomo vendarle igrali Odiseje. Potem je prva asociacija, velika zgodba, velike mitske vloge, veliki lepi kostumi, veliko besed, heroji, heroine. No, pa se poslučimo s tem tekstom, ki je po v bistvu en človek tukaj in zdaj, ne, en sodobni prepis tega mita v naše razmere, v naš čas in je bilo to kar tako, a to bo to. No in a to bo to, smo kar nekaj časa se spopadli s tem, da bi na koncu naredili eno zelo lepo predstavo, da bi se na koncu, na dan premiere z kolegi iz ostalih mest končno ukrcali kot ekipa skupaj in da bi pol 10 dni igrali in komi čakali, da se ponovno snidemo. Najprej v Mariboru, pol v Zagrebu in pol v Novem Sadu. Tako da, ja. Kako je bilo pa zate, prosti, bom še Branka priprašala o Odiseju, ampak kako je bilo pa zate živeti v tem drugem jeziku? To tudi vem, da razlagajo vsi igralci, da je to samo muka. Jaz se s vami Radeta Šerbeđ njegove velike karizme, ki je čist gledela v Cankarjevem domu, v Ivanovičevem Kralju Lira, čist nora je bila tista. Pa se spomnim Milenine, recimo tudi v prvi na premieri, tudi Pandurjevi, pa je bilo čisto, meni se zdelo na Borštniku Lani čisto okej. Ampak seveda mi ne znamo, mi nismo native speaking, naravni govorci. Kako si se ti počutila v hrvaškem jeziku, Nataša? Kaj si govorila? Govorila si hrvaščino? Oba. Kontinentalno hrvaščino? Ja, ne. Ne, v bistvu knjižno. Knjižno? Ja. Od prvotne ideje, da bi govorili vsak v svojem jeziku, do ideje, da bi govorili pa neko približno srbo-hrvaščino in dokončno odločitve, da pa moramo, in vsi smo se pol potrudili, da govorimo v hrvaščini, je bila to ena zelo, mislim, bilo je težko, ampak ta izkušnja, to, ko smo se na začetku pogovarjali, kje in kako biti, kje in kako igrati, mislim, mene je to prav dobesedno pribilo, no. Mi se možemo nešto razgovarati, pa ne vem kaj, lonely planet, kako si, idi levo, desno, tamo si dobro jedi, to se super štima. Kako je kakvom balkanskem dialektu, ne? Ja, pa to se vse kombinira, pa je še celo šarmantno, ampak polk pa začneš delati vlogo, vendarle. In recimo ti si lahko napišljaš tekst, ne, ampak se ne gre za to. Polk pa hočeš čutiti s tem jezikom, ali pa čutiti v tem jeziku. Mislim, jaz sem bila v enih trenutkih v takih šizofrenih situacij, ki se mi je zdelo, dobro, to jaz zdaj sicer govorim, ampak kdo pa sem jaz, ki to govorim, sploh nisem znala preklopiti, da bi se razigrala moja misel, moje bistvo, moja eksistenca, da bi jo lahko šele kam drugam pelala. Tako da, si bom podobno počutil, ne? Ja, ne, mislim, v
moram tudi reči, no, vse to skozi, da imamo tako strokovni, ne, mi dva se poznava od leta 1999, ko smo delali eno predstavo, ko sem ga že omenil, kdo se bo interesil Williamsa. No, ampak v tistem obdobju je bilo tudi v zraku ena teorija, da mi lahko to govorimo v različnih jezikih in tako dalje. Recimo s to predstavo smo mi v Južni Ameriki gostovali tako, da smo vsi slovenski igralci govorili celo predstavo v španščini. Pa smo bili v Makedoniji, pa smo ne celo predstavo, pa predsejšnje dele se naučili v makedonščini, pa v Italiji malo italijansko, pa angliško. Skratka, bil je v zadju en eksperiment, da se da tudi v predstavah, tudi slovenskimi igralci. Odnos do jezika je bil takrat drugačen. Ja, se je jezik uporabljal kot neko v bistvu informacijsko sredstvo. Ja. In ni bilo tega, da bi se ti zlil z jezikom, ampak si ga izlil. No, ampak seveda, ja, hočem pa reči to, da skratka, jaz sem imel pa še nekaj primerov, ko sem tudi delal ali pa v angliščini, pa tako, skratka, nikoli nisem imel takih težav kot prav s hrvaščino, ne. In to ne znam čisto razložiti. Mogoče ste si jezika preblizu, jaz sem neko teorijo, da če se lahko afnaš, ne, v jeziku, ne, tako da recimo jaz, ko ne govorim francosko, da lahko delam le trop français, de je sais pas, alors skratka, da če imaš to možnost... S karierom se mi se tako pogovarjal. Skratka, da se lažje naučiš jezika, ne, jaz hrvaščine sem sploh ne slišal, ne. Mislim, govoril je sploh ne znam se norčevati iz tega jezika, ne, iz srpščine se znam, ampak iz hrvaščine pa ne. No, pa to je ena stvar. Druga stvar je pa to, da pač, ko navaja, ne, zlasti tukaj proces poteka tudi v tem nekem jeziku in dobro, seveda komunikacija poteka relativno normalno, pa recimo na odru, ko si seveda improvizacija in tako dalje, bi človek moral tudi kaj, kar ni v tekstu ali pa kar še ne znaš, pač nekaj sproducirati, kaj reči in tam, da sem stal tako. Šaljevite, mislim nič, ne, pa ne moram ne slovensko, ne hrvat, mislim tako skratka, da mislim posebej izkušnja, no, se ne trdim, da je zdaj fenomenalno, da končni rezultat fenomenalno. Tudi smo se tam. Ne, ker sem videla, ti ko se srečaš z takimi žvalmi, ne, in ti egoizmi in ti narcizmi, ki je vam butila in povedala, so kolegi izkušali, da se pa videla malo mrzla v tem, so si naj prvošli še, pa še potem je imperij vrnil udarec in so kar vehementno po slovensko, kakšne stvari odigrala, pa so bili pa oni čistardi, ne, izmeri je bilo to, lahko jim rešiš, pa te je veš kot uležilo, joj, strašno, dobro, jako se lepo trudite, samo tako dali. Pa rečeš, je bela cesta, mislim, da dej ti v slovenščini neki. Šta smo več razgovarjali? Ampak Branko, moja izkušnja s temi, ne, ex-ponto, ne vem, koprodukcijskimi nekimi zadevami, ne, to si ti bil zraven, nisi bil, ne? Ker ste pa v različnih, niste bili igralci iz raznih koncev Evrope in sveta in ste... Ni bil to ex-ponto, ali je bila... Bil si kar neka koprodukcija, pa bil si... Ne, sem bil... Ja, bil sem koprodukcija. Mislim, recimo z Betondanca smo delali, naprimer, na Nizozemci pa Slovenci, pa v Latviji sem delal, ne, Latvijci pa Slovenci, pa v Italiji sem delal, v Bologna, ne, pa so bili italijanski, pa slovenski igralci, ampak v bistvu se potem teh okoljih vendarle uporablja kot tam umestni neutralni jezik angliščina, ne, ali pa pač... Škrati pa ne, če oziroma ta bantu angliščina. Vse na malo ironično, pred Betondanca, verjetno vse drugo malo jezika, kot pri slovenskem narodu gledališču, katerem toli največ, ne? Ja, prosim, je to pač čisto normalne, verbalne predstavljanje, recimo. Everybody for Berlusconi, da sam nismo nič se uspevali. Ampak vem, da tudi v Marberju so bile neke jezikovne kosti, ne? Vse, ko ste šli v Marberju, kako ne? Ne, v Marberju pa imamo recimo to... Recimo vse te pizde in to v tekstu, ne, verjetno smo kak, ne, obiskovalec mogoče probleme, tudi če gre za kontekst, ki terja nek vulgarizme, neke, ne vem, slengizme, adotizme. Te mejne, ne, to zdaj to mogoče sprašuješ, te mejne, to. Nismo mali imuni, ne, mislim, jaz sem malo, pa bom jaz zase govoril, no, jaz sem mali imun, tako da jaz, kar se pač tudi preko vaj, tako dalje, jaz pol tega nič ne slišal. Mislim, da ne toliko, kot nekdo, ki prvič
sliši recimo, ne vem, vulgarizme v Marberju, pa tako nek posebej pojem vulgarizme v Marberju. Ampak tukaj je bila tudi taka zgodba, ne, mi smo delali pač tem sarajevskim režiserjem, črnovitim Dino Mustafičem, ne, no, tukaj se pa tudi srečamo, ne, mi imamo slovenski tekst, on pride z srbskim, potem imamo angleškega, ne, zdaj se tudi tam sporazumevalo, dramaturginja iz Hrvaške in Željka. No in to so tudi recimo zanimivi primeri, ampak skratka on beremo mi ta slovenski prevod in reče ne, to pa ne, to pa nekaj čist narobe. Pa bere tega srbskega, kjer je vse pač kuraci. Tako da ne bom, da sami vulgarizmi, skratka. Pa ugotovijo, da so tudi Srbi to ponoma avtorsko prevedeli, da tudi Marber ni v tem vulgarizmu. Ampak skrivnega pokrivu pa ne sprejel to? Tudi ne, ne. Ja. Pa smo neko srednjo mero v bistvu iskali med angleškim in med srbskim. So pač taki ljudje, ki govorijo tudi grdo, ne. Mislim, na lep način grdo. Vse take malo.